Če te prav razumem, danes še nisi prepričan, kdo bo igral. V sebi vem, ne povem nikoli medijem, najprej sporočim to igralcem. Moraš prvo videti, v kakšnem stanju so. Kdo je najprej fizično, potem tudi v mentalno. Mentalna moč danes je zelo, zelo pomembna, predvsem v delu naših selektorjev, zaradi tega, ker nimaš možnosti, da jih pripraviš dobro v treningu, ki ga ni, enostavno so 2 treninga. Zaradi tega jaz pravim, da je pomemben segment vsega tega danes komunikacija, ki mora biti pa absolutno obojestranska. Moja teza je, ko igralcem govorim, da tistega, ki je strah, ne more biti 100%. In če danes Slovenija ni 100%, ne more z nikomer igrati. Slovenija mora biti na 100, 110% in mentalnih in fizičnih zmožnosti, da lahko parira najboljšim, tako kot smo jim parirali pred enim letom in nekaj na Evropskem prvenstvu. In tukaj vsak strah je odveč, saj na koncu, kaj se ti pa lahko zgodi. Lahko zgubiš, ampak jutri se bo zopet igral nogomet dalje. In to je tale neka miselnost, ki je včasih pri nas še vedno preveč zasidrana, da iz poraza delamo tragedije, popljuvamo trenerje, selektorje, igralce. V zmagah pa gremo v neko noro euforijo, ki je sicer fajn in lepa in dobrodošla, ampak jaz za te velike amplitude nisem preveč.